Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija Jaz, kjer za vas pripravljamo oddaje, pogovore z znanimi osebnostmi iz dežele ob Muri in tudi širše. No, tokrat smo obiskali evropskega poslanca, ki spada pod skupino Evropske ljudske stranke, gospoda Franca Bogoviča, da se z njim kaj več pogovorimo o aktualnih zadevah, ki se dogajajo v Evropskem parlamentu. Tako, gospod Franc Bogovič, lepo pozdravljeni pred našo kamero. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v moji pisarni v Ljubljani. Torej, nekako se leto 2022 izteka. Leto je bilo kar burno, zgodilo se kar precej zadev. Pa morda vaš pogled, kako vi gledate na to, kaj je v letu 2022 nekako najbolj oblikovalo oziroma najbolj zaznamovalo v smislu delovanja Evropskega parlamenta? Ja, v Evropi in pa širom po svetu padamo iz krize v krizo in ko smo na začetku leta predvsem govorili, kako se bo vzpostavilo normalno življenje po COVID krizi, ki je resnici na ljubo po tistem obdobju tudi počasi pojenjala, smo bili priča temu, kar ni nihče več pričakoval, se pravi odkritemu, odprtemu vojaškemu spopadu na evropskih tleh, agresiji Rusije na Ukrajino, in to je stvar, ki nas je zaposlovala na vseh področjih. Najprej v tem humanitarnem delu, kako pomagati beguncem. Vsak tretji Ukrajinec je bil izgnan iz svojega doma, pol od njih, dobra polovica od teh 13 milijonov je šlo v tujino, 7 milijonov večina teh v države EU-ja, tako da se je tudi strani Evropske unije pomagalo tem državam, da so lažje oskrbele te, ki so bili te pomoči potrebni. Po drugi strani se je zelo hitro padla odločitev, da se spostavijo te koridori pomoči do Ukrajine na eni strani, na drugi strani, da se Rusijo tudi poskuša s sankcijami zaustaviti in na nek način vzeti sapove gospodarskim planu, zmanjšati uvoz energije iz Rusije, in na tej točki je potem se začela odvijati tudi ta energetska vojna, v kateri je tudi Rusija začela zapirati ventile, predvsem plinske, proti EU-ju. Evropa se tudi odločila, da preneha z uvozom fosilnih goriv iz Rusije, pretres je na svetovnih trgih z energijo, pretres je na prehranskih trgih, tako da resnično je to leto bilo zelo zaznamovano s to vojno in nekje v ozadju so se odvijali drugi zakonodajni postopki, tudi vezani na druge prioritete Evropske unije v letu 2022. Bi lahko to mi vzeli, da so te sankcije oziroma gledali na uspešnost sankcij proti Rusiji, kajti nekako gospodarski kazalci v Rusiji ravno ne kažejo, da bi Rusiji ne vem kako veliko te sankcije škodovale, kajti vseeno si je Rusija nekako našla nove trge, ali je to Kitajska, Indija in tako naprej. Ja, gledajte, pri tej stvari gre za to, da enostavno, če prej nismo verjeli, da bo ta spopad se zgodil na ukrajinskih tleh, so sedaj dosti bolje slišani ti pozivi Poljakov, Baltov, da vekolikor se Putina ne ustavi v Rusiji, se njegova pot ne bo tam zaustavila. In te ideje velike Rusije, Sovjetske zveze na nek način se udejanjajo v teh spopadih, in zato je Evropa pristopila k tem sankcijam in končno rekla ne, ni tega naredila niti v Gruziji, niti v prvem zasedbi Krima. Sedaj je bila enotna odločitev, da se enostavno mora ta agresija zaustaviti. Ko je bilo potrebno vojno obsoditi in napad, je še velik del sveta, tudi v Združenih narodih, bil na istem čovnu z Evropsko unijo, Združenih držav Amerike, Japonsko, Južno Korejo, Avstralijo. Ko pa je bilo potrebno izreči sankcije, se bo pokazalo, da so v bistvu države, ki imajo to uveljavljeno parlamentarno demokracijo, ki presegajo, ne vem, na človekove pravice, to je tiste države, kjer je približno 1,5 milijarde do 2 milijarde ljudi združenih, je v tem čovnu, ki je tudi uvedel sankcije proti Rusiji, medtem ko so globalni veliki igralci, kot je Kitajska, Indija, arabski svet, Afrika, se ni odzval in se ni pridružil k tem sankcijam. Tako da na nek način je to tudi eno spoznanje, da to, kar se je mogoče 10-15 let nazaj
še predvidevalo, da bo ta model parlamentarne demokracije, sistemov, ki spoštuje človekove pravice, tisti, ki bo nadomestil diktatorske sisteme v posameznih državah, se to ni zgodilo. In to je na nek način tudi eno zelo resen signal, v kakšnem svetu tudi danes živimo. Bi lahko rekli, da je izvedba svetovnega prvenstva v Katarju, glede na to, kakšne so tam razmere, kakšne so tam človekove pravice, bila napaka? Lejte, to, da je Katar dobil to svetovno prvenstvo, je zdaj stvar velikih polemik. Najprej se ugotavlja, da so bili najbolj številni funkcionarji FIFA podkupljeni, ko so v bistvu dodelili to svetovno prvenstvo, kar naenkrat je postal zelo velik problem oziroma je izplavalo na dan, kako se ravna z delavci, ki so gradili te štadione, ki so pravzaprav za enkratno uporabo, ki bodo zdaj razmontirali, razposlali širom po svetu. In nenazadnje je izbruhnil tudi korupcijski škandal v Evropskem parlamentu, ki je povezan tako z sindikati, italijanski nekdanji poslanec Panzeri, ki je danes predsednik Združenja sindikatov, naj bi v sodelovanju s temi nevladnimi organizacijami, ki so pravzaprav prale ta denar iz Katarja, Maroka, tudi podkupoval evropske poslance, pa še najbrž koga drugega v teh sindikalnih organizacijah, ki niso bili tako pozorni na stanje delavskih pravic v tej državi. Tako da gre za nek drug način dela, kjer je očitno zelo značilno, da ne velja ta transparentnost oziroma nek kontrola, kaj se z denarjem počne, kot to zagotovo velja za Evropsko unijo, kot to velja še za kateri drug del sveta. V tem delu sveta se pa očitno denar prenaša tudi v kovčkih. In samo moram reči, da ko sem bil nekaj let nazaj poleti v Sarajevo in smo si ogledali te grozote, ki so se dogajale v Sarajevu, so me mladi vozniki kombijev, ki so imeli to organizirano pot, upozorili na to. Je rekel, denar, ki pride z EU-ja, ima jasno pot, propozicijo, včasih še preveč zakompliciran sistem. Ameriški denar je mogoče že malce manj kontroliran oziroma ni tako zahtevna procedura. Z arabskega sveta pride pa denar v kovčkih in tudi namen, zakaj pride tam, je včasih zelo čuden. V družini, kjer so bili 4 sinovi in je gospod padel v vojni, ga ni bilo več, se je mati strinjala s tem, da se s tem denarjem financira njihovo družino. Mislim, da so 4 sinovi, 4. sin in njegova usoda pa je zapisana tistim, ki to financirajo. Tako da to je bil za me zelo nazoren način, kako pravzaprav na različen način po svetu funkcioniramo. In če me zdaj sprašujete o tem svetovnem prvenstvu, ja, mislim, da je bilo to v ozadju zelo veliko čudnih stvari. Finale je bilo pa odlično, no, kaj ne druga rečem, pa še moj država, za katero sem navijal, zlagal. Ampak glede na te zadeve, koliko sedaj dejansko ta arabski svet preko teh fosilnih goriv drži Evropo za vrat? Evropa je naredila zelo veliko napako in prepustila energetsko suverenost oziroma povečala svojo odvisnost v zadnjih 15 letih iz prej 50% energentov, ki smo jih uvažali, na 60%. V veliki meri se Nemčija povsem navezala na ruski plin, Severni tok 1, Severni tok 2, poznamo stvari, ki so šle nasprotju z večinskim stališčem v EU v to smer. In vojna je pravzaprav razgalila to, da je ta odvisnost zelo velika, da ta mit, da bodo obnovljivi viri proizvedli dovolj električne energije, je padel in se sesul kot hiša iz kart, kajti ve se, da smo imeli v ozadju nek velik vir iz Rusije. Zdaj, vojna je zdaj postregla s to odločitvijo, da se Evropa odreče fosilnih goriv iz Rusije in se naveže na druge trge. Tu igrajo veliko vlogo tudi te države z Bližnjega vzhoda. Katar je eden tistih prvih, ki je tu priskočil na pomoč oziroma vnovčil to vojno. Po drugi strani, ne vem, Azerbejdžan, pa tudi Kanada in pa Združene države Amerike zelo dobro služijo sedaj zaradi svojim dragim plinom. Hijene so nas naskočile. Vojni dobičkarju je vedno dovolj. Evropa tu plačuje tudi
ceno tega, da se je, ne vem, Nemčija zelo napačno odločila, zaprla jedrske elektrarne v začetku 2000. Leta. Zanimivo, da je tudi v tej vojni takratni kancler Schröder, ki je skupaj z okoljskim ministrom Joško Fischerjem sprejel to odločitev zapiranja jedrskih elektrarn, ves čas bil še to do sedaj v nadzornih svetih Gazproma in podobno, tako da ta vojna je razgalila marsikaj in tudi to, da med temi velikimi igralci ni velike ljubezni, ampak je bolj bitka, interesi so zelo močni, v energetiki se vrti ogromno denarja in tu enostavno ne smemo biti naivni. Zato mislim, da moramo tudi, če hočete, v Evropi ali pa tudi v državi sami, naši Sloveniji, zelo jasno in odgovorno sestaviti energetski miks, s katerim bomo to energetsko odvisnost od drugih delov čim bolj omejili. No, kaj bi morali po vašem v Sloveniji storiti, da bi postali energetsko neodvisni? Glejte, Slovenija ima danes zelo soliden miks energetskih virov, kar se tiče proizvodnje električne energije, voda, Drava, Sava, Soča, potem tudi jedrsko elektrarno v Krškem in pa tudi termoelektrarno. Ve se, da bo termoelektrarna Šoštanj z lignitom, ki ga očitno ni dovolj oziroma bo zelo drag, morala tudi zaradi okoljskih ciljev slej ko prej iziti iz tega trga. Priložnosti, ki jih imamo, je še v izgradnji zagotovo kar nekaj hidroelektrarn. Na spodnji Savi, srednji Savi so stvari, ki so zelo blizu tega, da jih je možno zrealizirati. Absolutno je potrebno zgraditi še precej sončnih elektrarn, posledično tudi omrežja, da bomo te sončne elektrarne lahko sploh priklopili na omrežje. Vendar pa vse skupaj, ko se seštevajo in energetiki, ko se števajo, mogoče pridijo tudi do 1 teravatne ure električne energije iz teh virov. Dodatnih 9 do tistih 10, ki jih ocenjuje, da je potrebno na novo ustvariti električne energije v naslednjem desetletju, se pa vidi v drugem bloku jedrske elektrarne Krško. Sam sem bil župan v Krškem, poznam to zadevo, ves čas ponavljam vztrajno, da je konec časa, da bi politika lahko govorila samo všečne fraze, ampak da mora sprejeti odgovorne odločitve in zame je na področju energetske samooskrbe, če želimo Slovenijo pripeljati v to nizkoogljično družbo, možno samo z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Kaj pa recimo primeri iz zgodovine, ki nas učijo, pa ti nesreče z jedrskimi elektrarnami, pa naj bo to v Ameriki na otoku 3 milj, pa naj bo to Černobil, pa naj bo tudi Fukushima. Kaj pa te nevarnosti, ki prežijo? Omenili ste 3 nesreče, ki so imele zelo različne dimenzije. Otok 3 milj, nesreča, ki ni pustila nobenega vpliva na zunanjost. Ker je bila tehnološka zasnova v Černobilu drugačna, se pravi, da ni bilo teh kupol nad reaktorji, smo dobili to največjo ob Fukushimi, to nuklearno nesrečo, ki je dodobra zapečatila razvoj jedrske energije v 21. stoletju. Fukushima, kjer so zdaj strokovnjaki ugotovili, da enostavno japonski strokovnjaki niso želeli upoštevati tega, da je možen tam cunami, kjer se ni zgodila jedrska nesreča, ampak je cunami zalil jedrsko elektrarno. To kaže na pasti nevarnosti, ki jih ta tehnologija tudi ima za sebe. Po drugi strani pa je to danes recimo v Evropi 1/4 te nizkoogljične energije, ki se proizvaja. Če bi pogledali, koliko ljudi je v Evropi v tem času umrlo zaradi, če hočete, slabega zraka iz kakšnih premogovniških termoelektrarn, koliko ljudi je po svetu umre vsakodnevno ali pa letno v rudnikih, so te zadeve neprimerljive. Res je pa, da je na okoli jedrske energije zelo veliko pozornosti, vsaka nesreča se transparentno objavi, zelo veliko je tudi tistih, ki komaj čakajo, da bi lahko o tem govorili. Zagotovo je pa to podobno, kot bomo mi 2 danes šla proti domu, sedla vsak svoj avto in bomo izpostavljeni nesrečam. Je morda jedrska elektrarna Krško, mislim, da od konec 70. let odprta, če se dobro nekih... 81. leta je prišla na polno obratovanje. Torej, se pravi, to je nekih dobrih 40 let. Je kdaj
40 let. 40 let, ja. Ja, leta gre. Še 20 let. Ja. Še 20 let. Ampak je bila kdaj mogoče kakšna taka situacija, ki bi se mogoče lahko kazala kakšna nesreča v Krškem? Ne, ni je bilo. Tudi vemo, da je agencija oziroma uprava za jedrsko varnost tista, ki ima ljudi v nuklearki, ki tekoče spremlja, kaj se dogaja, nič primerljivega, nič takšnega v takšnem kontekstu se ni zgodilo, kot tudi ne v številnih drugih jedrskih elektrarnah po svetu. Velikokrat se za to naše območje polemizira glede potresne prelomnice, tudi glede tega se je na zahtevo tako Italijanov, Avstrijcev naredil prav en FARE program še 15-20 let nazaj, ki je zelo jasno proučil zasnovo jedrske elektrarne, ogroženost, kar se tiče potresov, in se je pokazalo, da je ta stopnja varnosti tolikokrat zagotovljena in da je dizajn jedrske elektrarne narejen na magnitudo 9+, ki je praktično nemogoče, da se doseže. Ne vem, recimo varovanje proti poplavnih vodah, kar je bil eden izmed ukrepov po Fukušimi, je sedaj iz prej nekih 8-9 tisoč kubičnih metrov pretoka Save na 11 tisoč povečano. Se pravi, največji bil pa tam dobre 4 tisoč kubične metre. Preigrani scenarij, ne vem, porušitve jeza na hidroelektrarni in podobne zadeve. Tako da tu so ti faktori varnosti zelo visoki in verjamem, da je logično, da so riziki kot v vsaki od takih tehnologij, da pa so bistveno bolj premišljeni kot v marsikateri drugi zadevi. Recimo za Krško smo imeli desetletja klor, ki je bil v tovarni papirja in celuloze, katerega sem se sam osebno bistveno bolj bal, kot sem se bal same jedrske elektrarne. Vi ves čas opozarjate na pomen treh varnosti, to je energetska, prehranska pa vojaška. Kako daleč smo z temi varnostmi? Kje smo najbolj varni oziroma najbolj na varnem področju? Za prvi dve, se pravi vojaška in energetska, smo že govorili, da smo jih pravzaprav podcenjevali, in ta pacifistični odnos Evrope, da ne rabimo več vojske, da bo to za to nas poskrbel NATO, pa ne vem kdo še, se je pravzaprav pokazal kot nepopoln oziroma zelo pomanjkljiv in bo potrebno na tem še marsikaj narediti. Energetskega sva obdelala, da je v bistvu Evropa pozabila na svojo energetsko suverenost in zato plačujemo to zelo veliko ceno, ki je še nismo plačali, še pridijo računi za to. Pri prehranski varnosti smo se skozi COVID krizo prepričali še enkrat več, da imamo na evropskih tleh zaenkrat dovolj hrane. Tudi ukrajinska vojna je dala novo preizkušnjo, kjer se je pokazalo, kaj pomeni, če se iz svetovnih žitnic, kar sta Ukrajina in Rusija, zaustavi dotok oziroma izvoz žita, predvsem pšenice, da je kar naenkrat pšenica iz $140, cena nije narasla na $400, kjer se je ogrozila ta prehranska varnost v tem kontekstu, da ljudje na Bližnjem vzhodu v Afriki enostavno ne morejo več kupiti te pšenice, ker je predraga. Z nekaterimi ukrepi, ki jih pa zdaj predlaga Evropska komisija, pa sam tudi zelo polemiziram, ker nimajo jasne presoje vplivu, kaj bo to pomenilo na stabilnost pridelkov, na prehransko varnost, pa lahko mislim na dolgi rok ogrozimo tudi prehransko varnost v Evropi. Če temu dodamo še razne suše in podobno, se lahko Evropa tudi znajde v teh težavah, zato upam, da bomo vsi skupaj dovolj odgovorni, da bomo delali na tem področju prehranske varnosti premišljene korake. Evropska komisija pripravlja predlog, s katerim želi za polovico zmanjšati uporabo pesticidov v EU do leta 2030. Lahko pojasnite, zakaj točno gre in kakšne so lahko posledice tega predloga Evropske komisije? Lejte, to gre za eno od teh predlogov, ki sem dejal, da so lahko tudi nepremišljeni. Zagotovo ima veliko pomanjkljivost to, da je Evropska komisija pravzaprav ni naredila presoje na prehransko varnost. Kako bo to vplivalo? Ali bomo imeli še vedno dovolj hrane predelane v Evropi, ali bomo Evropo izpostavili proti zunanjemu svetu, če se bodo vpeljali ti ukrepi, ki so predvideni, bom v nadaljevanju pojasnil. Zato me veseli, da se je 20 držav in pa tudi odbor za kmetijstvo v Evropskem parlamentu opredelil do tega, da
hoče imeti jasno presojo vplivov, potem bo šele obravnaval ta predlog. In na Evropskem svetu je bilo ravno v tem tednu to sprejeto in verjamem, da je to dovolj veliko opozorilo Evropski komisiji, da mora pripraviti to presojo. Zakaj pa gre v tej uredbi? Evropska komisija si je v tej znani strategiji od vil do vilic, farm to fork, zadala cilj, da bo za 50% zmanjšala uporabo pesticidov do leta 2030. Vsi strmimo k čim manjši porabi pesticidov, vendar treba vedeti, kaj to za sabo potegne. In recimo, ko je bila zdaj pa pripravljena uredba, ki bi ne to sprecizirala, je prišlo do tega, da bi recimo v Sloveniji, da bomo lažje si predstavljali, morali zmanjšati za 59%, čeprav imamo poprečno manj intenzivno kmetijstvo kot mnogi drugi. Do te številke smo pa prišli na take osnovi, da je komisija predlagala, da bi na vseh področjih nature, krajinskih parkih, pri meni Kozjanskem parku, pri vas na Goričkem, potem tudi na vodovarstvenih območjih, kar je bolj razumljivo, ampak na širših območjih, enostavno prepoveda vsakršno uporabo pesticidov. In to bi recimo za Slovenijo pomenilo, da bi na 41% njivskih površin in pa na tretjini približno trajnih nasadov, sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov bila uporaba prepovedana. To pomeni, da bi, ne vem, nek nasad, vinograd, enostavno v tem našem kontinentalnem klimatu, kjer je zelo težko brez kakršne uporabe pesticidov to priti skozi leto, enostavno jih morali posekati. Tudi ekološka pridelava ima uporabo, ne vem, dušika, žvepla in še nekaterih drugih pripravkov, ki sodijo v ta sklop. Zato trdimo, da je to nepremišljeno, da je potrebno ugotoviti za vsako državo posebej, kaj to pomeni. To je tudi velik problem, kajti, ne vem, ena intenzivnost nizozemskega, danskega kmetijstva je 4-krat, 5-krat, 6-krat večja kot slovenskega, ker pa imamo mi več nature kot oni, bi nazadnje mi morali uporabo pesticidov zmanjšati za večji procent kot oni. Tako da s tem se dogaja tudi to, kar sam že ves čas opozarjam, da je od stopa Slovenije v EU oziroma teh številnih držav se seli proizvodna hrane v severozahodni del Evrope, tisti del, kjer je intenziven, konkurenčnejši od našega, mi pa to hrano preko trgovskih verig dobivamo nazaj na police. Če se nam zgodi še to, da bomo pa tudi začeli dobivati iz drugih kontinentov, kjer se ne spoštujejo takšna pravila, kot se v Evropi, ki ima zagotovo najbolj trajnostno kmetijstvo, pa mislim, da sami sebe ustrelimo v koleno. In to sprašujemo Evropsko komisijo in to je tisti, ki se s kmetijstvom karkoli ukvarjamo, tudi opozarjamo, da moramo biti na tej točki previdni, slediti cilj zmanjševanja porabe pesticidov, vendar pa imeti tudi jasne posledice, da nazadnje ljudje ne bodo lačni. Na zadnjem zasedanju oziroma plenarni seji Evropskega parlamenta ste gostili tudi našega premiera, gospoda dr. Roberta Goloba, ki je tudi nekako v tem nagovoru pozval, da naj jemo manj mesa. Bi lahko bilo to rešitev našega kmetijstva, če bi jedli manj mesa? Ja, on je to povedal v takšni zvezi, da enostavno podnebne krize ne moremo rešiti, če bomo imeli še naprej zgrešen prehranski model. Moram reči, da smo po tistem njegovem nastopu v parlamentu, ko smo se s poslanci dobili za 1 uro, kar precej polemiziralo o tej njegovi izjavi. Sem ga tudi poprašal, kaj je narobe s evropskim tem modelom in pa tudi slovenskim. Glejte, to, da v Evropi pojemo preveč mesa, drži. In tudi sam ga mogoče manj pojem, kot sem ga pred 10 leti. Številni mladi se odločajo za prehrano, v kateri je dosti več rastlinske hrane kot živalske. Imamo vegetarijance, imamo vegane in jaz mislim, da gremo v ta trend zmanjševanja porabe mesa. Vendar pa mislim, da takšni, jaz temu rečem, rokovnjaški posegi, tako kot 10. bratu, ko je potrebno presekati hudiča na pol, niso prava rešitev. Potrebno je enostavno imeti na eni strani tudi boljše prakse kmetovanja, to, kar se tudi skozi ekološko kmetijstvo, skozi integrirano predelavo, konzervativno kmetijstvo uvaja na naše kmetije in tudi v skupni kmetijski politiki, ki bo začela pravzaprav z novim letom podpreti takšne ukrepe in se bo na eni strani tako preusmerila pridelava v to smer, na drugi strani pa tudi potrošnja. Tako da jaz mislim, da so to ene populistične izjave, ki imajo tudi, kot sem že dejal, kar nekaj soli v ozadju. Način, kako se pa želi do tam priti, pa mislim, da je včasih zelo nevaren. In sam sem
tudi glede tega enostavno komentiral premijerjev obisk, da ne prepusti to kar agronomom, kmetom in bodo oni poskrbeli za prehranski model. Zdaj malce, bom rekel, me tudi presenetilo, ali pa moram reči, da tudi razočarali, da je pri na novo ustanovljenem svetu za prehrano ali pa prehransko varnost se znajdlo, ne vem, 8 veganov med 15 člani tega sveta. Mislim, da je potrebno takšne svete narediti zelo uravnotežene. Najbrž to področje tudi prepustiti kar ministrici, ki jo imamo za kmetijstvo, premier bo imel pa kar precej dela z drugimi velikimi problemi. Mislim, da se lahko loti energetike, ki jo dobro pozna, pa še pomaga tudi zdravstvenemu ministru, da bo zdravje rešil, kmetijstvo in pa prehrano, pa ne prepusti komu drugemu. V Evropskem parlamentu ste prejšnji teden sprejeli dolgoročno vizijo podeželskih območij EU-ja, pri kateri ste zelo aktivno sodelovali kot pogajalec politične skupine Evropske ljudske stranke. Kaj so ključni poudarki tega dokumenta in zakaj je pomemben za Evropo in Slovenijo? V enem stavku bi lahko rekel, da je v bistvu v tem dokumentu dolgoročna vizija razvoja evropskega podeželja, ki ga pripravila komisija. V Evropskem parlamentu smo pa pripravili poročilo glede tega, na nek način udejanjenje strategije pametnih vasi, ki smo jih že velikokrat tudi midva razlagala, kaj je iza tega koncepta. Sedaj je z dokumentom Evropske unije, ki ima sedaj verifikacijo tudi v parlamentu, jasna zaveza, da moramo vse narediti, da bo ostalo evropsko podeželje poseljeno, da je potrebno v to vlagati tako evropska nacionalna sredstva, občinska sredstva, pritegniti ljudi na podeželju, da se zaktivirajo, da zgradimo svojo infrastrukturo, vključno s širokopasovnimi povezavami in naredimo vse za to, da bo čim več delovnih mest na podeželju, da bodo imeli ljudje tam primerno kvaliteto življenja. To je zaokroženo v tej viziji. Na nek način je to tudi izhodišče za novo finančno perspektivo, se pravi, da se še iz drugih skladov z Evrope podpira te zadeve in sam moram reči, da sem zelo vesel, da se je to, o čemer sem začel govoriti že leta 2016, na nek način kot pobudnik tega koncepta pametnih vasi, zdaj zaključilo v tem dokumentu. Zdaj je pa naloga, da se stvari, ki so tu notri zapisane, tudi spravijo v življenje. V Sloveniji smo imeli letos super volilno leto, imeli smo lokalne volitve, pa parlamentarne volitve, pa predsedniške volitve, pa še cel kup referendumov. Vaš pogled na to volilno leto, torej kako ocenjujete vi seveda tudi to novo vlado z Golobom na čelu? Ja, prvo, kar lahko rečem, je to, da se je pokazalo, da Slovenci še enkrat več želijo spremembe. Nekajkrat smo jih že dobili. Upam, da bo sedaj kakšen boljši konec, kot je bil doslej pri teh. Pa je bilo kaj drugače na volitvah parlamentarnih? Niso se ljudje spet odločali med Milanom pa med Janezom? Ja, to je zelo lepo parafrazirano, to anti-Janša sindrom, ki je kar nekaj let lepilo politične levice, če smem temu tako reči, ki glasuje proti temu. Zdaj v Robertu Golobu se zdaj vidi tega novega mesijo za Slovenijo. Jaz dr. Goloba zelo dolgo poznam, sodelovala smo pri dobrih stvareh, ko smo, ne vem, preprečili, da bi Avstrijci dobili koncesijo za gradnjo hidroelektrarne na Spodnji Savi in je odigral zelo pozitivno vlogo. Pozitivno vlogo ocenjujem tudi njegovo početje, ko smo pri meddržavni pogodbi urejali zadeve s Hrvaško. Tudi v energetiki mislim, da je prinesel zelo veliko dobrih stvari, kljub temu, da so nekatere stvari zdaj pod drobnogledom in bo pokazal čas, če bo vse v redu in pa korektno narejeno. Zdaj v tem delu, smo reči po pol leta, mi že gre malce na živce, da še on in pa ostali člani vlade vztrajno iščejo in razlagajo, kaj je bilo narobe v prejšnji vladi. Mislim, da imamo dovolj dnevnih izzivov, da bi bilo nujno potrebno začeti v reševanje akutnih problemov, ki so povezani, tako kot smo že govorili, z gospodarsko, energetsko krizo, z inflacijo, ki je na eni strani, na drugi strani nam pred očmi se sesuva zdravstveni sistem in čakam na ukrepe in mogoče za zaključek te ocene
ne bo najbolj primeren naslov Domiceljeve pesmi, po novem letu boljše bo in upam, da bo res. Morda še glede tega eno vprašanje, ki je nekako tudi razburilo slovensko javnost in je pa tudi zelo čudno, ker mislim, da to smo prvič priča, da bi se dejansko stopila v lase premier in pa notranja ministrica. In glede na ta spor v tako kratkem času, torej niti slabo leto niso nekako v sedlu, ne vodijo te vlade, pa morda, kaj se to pomeni ta spor? Kako vi gledate na ta spor med premijerjem Golobom in pa seveda med njegovo notranje ministrstvo? Ker vseeno, če si premier za notranjega ministra, daš najbolj zaupanju vrednega človeka. Najbrž bomo v prihodnjih tednih, mesecih še kaj več zvedeli o tem sporu. Sam ne poznam detajlov. Iz tega, kar je pa moč bilo slišati in kar so bile tudi javne besede ministrice, pa mislim, da se enostavno ni strinjala s tem, da se ji nekdo meša v njen resor, da si nekdo, ne vem, želi izreči nezaupnico policiji in želi imeti neko osebno varovanje. Po drugi strani pa tudi, da je konec koncev dr. Golob snedel to besedo, da bo drugačen pri kadrovanju, ker je očitno želel sam kadrovati ljudi v notranje ministrstvo. In mislim, da so bili tu tisti razlogi, ker se je ministrica počutila da gredo stvari v napačno smer, da ne želi biti del tega in da je s tem tudi rušena njena avtoriteta in integriteta. In toliko je zdaj iz tega, kar sem videl, je moja ocena. Zdaj, kot sem pa že dejal, najbolj bo pa čas še pokazal, kaj pa je to, kar zdaj slišimo, da so neki posegi v neke ovadbe, pa to, oziroma prijave na tožilstvo. Dajmo čas v čas, pa bomo več zvedeli. Torej, še kmalu pa bomo vstopili v leto 2023, pa mogoče, kaj bodo tisti glavni izzivi, s katerim se bo Evropski parlament, pa tudi vi, s katerimi izzivi se boste soočili v prihodnjem letu? Glejte, zagotovo bo spremljanje te vojne v Ukrajini, ki drastično vpliva na številne politike v EU-ju, nekaj, kar bo nas dnevno zaposlovalo. V ozadju se pripravlja, zdaj tudi in obravnava, ampak obravnava v parlamentu zelo velik paket tega tako imenovanega Green Deala, ki je marsičem vsled te vojne tudi za moje pojme postavljen pod vprašaj, ali v teh okoliščinah še vse to drži, kar si je nekdo leta 2019 zamislil in da so potrebne korekcije, tako da to bo ta del v zakonodajnem delu, ki bo zelo zaposloval nas vse v Evropskem parlamentu. Seveda pa je še leto pa pol do volitev in marsikdo že gleda tudi proti maju 24, ko bodo te volitve in to bo tudi se poznalo že počasi predelu Evropskega parlamenta. Torej smo dejansko tik pred prazničnim časom, to so tako imenovani božično-novoletni prazniki. Kako jih boste preživeli? In imate seveda tudi kakšno praznično misel za gledalke in gledalce, ki naj jo spremljajo sedaj prek malih zaslonov? Največ bom doma, delno še tudi zdaj neki aktivnosti tudi po Sloveniji. K sreči mi ni treba več iti v Bruselj, ker zelo uživam doma. Drugače pa največ bom preživel v sklopu družine, svojimi otroki, vnuki. Tudi vsem ostalim želim, da v ta čas vnesemo to sporočilo svete družine. V božičnem času se tudi navdamo z malce upanja in vere v svetlejšo prihodnost, v lepše dni. Zelo prav je, da se tudi s ponosom spomnimo našega velikega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti, s katerim smo si pravzaprav zakoličili in naredili temelje za našo lepo državo, ki jo imamo. V letu 2023 pa najprej veliko zdravja, miru, to smo prej rekli tako bolj klišejsko, po covidu in po Ukrajini vemo, da ga je hudimerjevo zares, ko si zaželimo zdravje in mir. V našem delu pa se naj čim bolj izpolni sporočilo našega praznika, da bomo samostojni in čim bolj enotni.
Gospod Franc Bogovič, evropski poslanec Evropske ljudske stranke, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala tudi vam in vse dobro v novem letu in lepe božične praznike še enkrat.